AMZS Karting in motošportni center v Slovenji vasi je gostil uvodno preizkušnjo državnega prvenstva v kartingu. Na dirkališču Pannonia Ring so cestno-hitrostni motociklisti merili moči na drugi dirki sezone v državnem prvenstvu. Jure Levar je zastopal Slovenijo na prvi dirki sezone tekmovanja FIA Academy Trophy v kartingu v Franciji. Matej Žagar s povabilom organizatorja tekmoval na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva v Speedwayu. Na progi Prilipe pri Brežicah so vozili drugo dirko za točke državnega prvenstva v motokrosu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. AMZS Karting in motošportni center v Slovenji vasi je bil prizorišče uvodne preizkušnje državnega prvenstva v kartingu, ki so jo pripravili člani AMD Ptuj. Ja, danes smo imeli kar nekaj težav, zato ker je nas malo elektronika mučila. Problem so uspešno rešili in v lepem, a nekoliko hladnejšem vremenu so voznice in vozniki lahko preverili, kako so opravili pripravljalni del sezone. V razredu Rotax Micro si je že v kvalifikacijah najboljše izhodišče privozil Timon Grgić, kar je napovedovalo, da bom bil prvi. V 3 vožnjah je nato potrdil, da je v konkurenci najmlajših najboljši. Šlo je vse v redu. Skupno drugo mesto je zasedla Neli Štrajhar, tretje pa je pripadlo Jaki Levarju. Razred Rotax Mini je prinesel napete in zanimive obračune na progi. S 3 vožnjami za točke državnega prvenstva je najbolje opravil Maj Tušek Haladeja. Ja, današnja dirka je bila v redu, bila malo težko, z rezultatom smo pa zadovoljni. Na drugo mesto se je uvrstil Filip Ferk-Žerak, na tretjem pa je pristal zmagovalec razreda Mikro Timon Grgić, ki je pokazal veliko mero poguma in zbranosti na stezi. Danes sem bil zadovoljen z dirkanjem v obeh klasih. Razred Rotax Junior je bil v znamenju Jureta Levarja, ki bo letos zastopal AMZS in Slovenijo na tekmovanju FIA Academy Trophy. Zmaga na dirki je lepa popotnica za zahtevne preizkušnje, ki ga čakajo v tej sezoni. Za današnjo dirko sem zelo zadovoljen, saj sem štartal iz 8. mesta zadnjo dirko in sem prišel na prvo mesto in sem kar zadovoljen. Ja. Drugo mesto si je s hitrimi vožnjami priboril Maj Rakuša, tretji na zmagovalnem odru pa je bil Nik Brecelj. Razred Rotax Max Senior je postregel z zelo zanimivim razpletom. Taj Kovačič je imel v tretji vožnji težave z verigo, a je vseeno prišel do skupne zmage. Zdaj sem bil dokaj kako bi rekel, sam svoj razred razen svojega rivala, v bistvu enega najbližjih Tropca, ki so vedno bila vse sezone podobna, tako da edino on je v bistvu bil nekdo, ki mi je malo povzročil, tako da sem malo mogel paziti, kdo je za mano. Z dirko nisem zadovoljen, ko gokart ni bil v redu nastavljen, je bilo dosti možnosti za izboljšavo in ja, upamo, da za naslednjo dirko, da bo boljše. Pa je povedal Nik Trobec, ki je stal na drugem mestu na zmagovalnem odru. Tretji pa je bil tokrat Maj Sadar, ki je glede na izkušnje brez dvoma pričakoval več od doseženega. V razredu DD2, v katerem je lani suvereno zmagoval Ksende Ruve, pa je prijetno presenetil Dimitrij Mlakar, ki je tokrat ugnal serijskega zmagovalca dirk državnega prvenstva Slovenije. Današnja dirka bila super, nismo storili praktično nobene napake. Sicer nismo pričakovali takega rezultata, ker nismo praktično skoraj nič trenirali v tej kategoriji. Vseeno je Mlakar pokazal dovolj, da je do Ruveja tokrat potisnil na drugo mesto. Tretje pa je pripadlo Aljažu Vidmarju.
Tekmovanje je pokazalo, da so se voznice in vozniki dobro pripravili na sezono, kar pomeni, da bo na naslednji dirki, ki bo 19. maja na dirkališču Novi Marof na Hrvaškem, zagotovo spet zelo napeto in razburljivo. Pannonia Ring, hitrost, dirki državnega prvenstva ter veter, veter in še enkrat veter. Ja, silovit veter je krojil dirkaško dogajanje na drugi letošnji dirki državnega prvenstva Slovenije, ki je potekalo na madžarskem dirkališču Pannonia Ring. Konstanten veter, ki je pihal kar s 50 km/h, je dirkače po stezi premetaval levo in desno. Ob nižjih temperaturah asfalta, kot smo jih vajeni na tej stezi in neugodnem vetru, ki je še dodatno hladil gume, ni nič čudnega, da je marsikateri voznik občutil trdoto tal. Kar vetrovno, čeprav na srečo vse dosti konstanten veter, ni bilo nekih sunkov, sam z nizkim temperaturam ured je pa to privedlo do kar velik pačev. Leva stran gum se je v tredmo vinko po senki kar hladila, tako da je bila tam kar problematično, bilo treba tudi malo taktično pa slavo oddalavati. Sicer razmere so bile res kaotične, zato ker je bilo res vetrovno, včeraj na kvalifikacijah je dež padal in tako naprej. Če je bil dirkaški pedok še v soboto nabito poln, pa je bila slika v nedeljo popolnoma drugačna. Zaradi številnih padcev in polomljenih motorjev sta bili štartni vrsti v obeh razredih državnega prvenstva Superbike in Supersport 600 z desetkami. V najmočnejšem tekmovalnem razredu sta uspela le Bine Štern in Aleš Brzin motor pripeljati na štart dirke. Čeprav moraš v dirkaškem svetu za uspeh voziti na polno, pa veteran Štern poudarja, da temu ni vedno tako. V mojih letih je očitno glava že prevladuje nad srcem. Ker sem bil tako star, kot je le da mladiča, je bilo malo drugače. Je šlo tudi z glavo skozi. Zdaj pa nažalost dejansko par stvari pri sebi moraš čistiti pri mojih letih in danes je bila moja taka odločitev. Štern se je sicer silovito pognal štarta, nekaj časa tudi vodil, toda mlajši tekmec ga je ujel, prehitel in v zahtevnih vremenskih pogojih prišel do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni državnega prvenstva. Dirka je pa v bistvu bila nezanimiva, ker se je gospod ni odločil boriti. Sicer je bil 1-2-3 kroge pred menoj, ampak enostavno smo tako dobro delo naredili z ekipo, da smo bili res hitrejši. Videl sem že, da je Aleš hiter, jaz sem se prav za njemu nekako, je pa na koncu rezultat, drugo mesto za mene dovolj. Aleš Brzin po dveh dirkaških koncih tedna ostaja vodilni dirkač razreda Superbike in ima popoln izkupiček 50 točk. Še skupinski objem, skupinski objem. Z otroci. V konkurenci 6 tekmovalcev v razredu Supersport 600 se niso objemali, ampak so dirkali na nož. Prva favorita za zmago sta bila Domen Lipnik in Enej Logar, ki je 2 kroga do konca sicer skrajšane dirke napadel tekmeca. Čeprav mu je napad v prvem ovinku uspel, pa v drugem zašel iz idealne linije, zato je Lipnik uspel priti do dovolj velike prednosti in prve zmage v sezoni. Smo bila pa skozi kar skrb, čeprav ga nisem kaj veliko videl, enkrat vmes se me je malo pokazal, tako da zanimiva dirka sejem, pa borba ni bila prehuda, čeprav tempo je pa glede na veter bil vsaj kar zelo soliden. S premraženimi 25 osvojenimi točkami je Lipnik prevzel vodstvo v skupnem seštevku in tako na dvomesečni dirkaški premor v državnem prvenstvu odhaja z novo pridobljeno samozavestjo. Na tretje mesto je prišel Andrej Habjan in tako na njemu neznani stezi dokazal, da mu ne manjka dirkaškega talenta. Dirkači bodo na stezo znova zapeljali sredi junija, ko jih v Brnu čaka tretja letošnja dirka državnega prvenstva. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
Val d'Argenton v Franciji je gostil prvo od 3 dirk sezone v tekmovanju FIA Academy Trophy v kartingu. Slovenske barve je z licenco AMZS branil Jure Levar. Udeležil sem se prve dirke FIA Academy Trophy, kjer sem zastopal Slovenijo. Gre za tekmovanje, v katerem imajo vsi vozniki enake pogoje in sicer enake šasije, motorje in gume, kar pomeni, da nihče nima prednosti morebitnega boljšega materiala. Mladi up slovenskega kartinga se ni ustrašil zahtevnih razmer in se je dobro kosal z vrstniki ter nekajkrat opozoril nase. V konkurenci iz celega sveta sem dosegel dobre rezultate. Predvsem 3. mesto v eni od voženj, v katerih so bile na progi izjemno težke razmere zaradi dežja, mu je prineslo veliko samozavesti. Bil sem 19. finalist. Po štartu me je sotekmovalec izrinil, tako da finala nisem mogel nadaljevati. Na koncu je pristal na 31. mestu, a s pozitivnim pogledom za nadaljevanje sezone. Veselim se že naslednje dirke, katera bo potekala na Slovaškem. Držite pesti, gas! To bo med 20. in 23. junijem na kartodromu na Slovakia Ringu. Hrvaški Speedway center Millennium je odprl sezono najboljših voznikov, ki se merijo v seriji Speedway Grand Prix za končni naziv svetovnega prvaka. S povabilom organizatorja je z licenco AMZS slovenske barve podobno kot lani zastopal Matej Žagar. Matic Ivačič pa je imel vlogo prve rezerve. Tudi zato so bile tribune hrvaškega Speedway ovala, ki leži dobrih 20 km vzhodno od Čakovca, lepo napolnjene s slovenskimi ljubitelji Speedwaya. Žagar je na tej dirki 3. zapored vozil med elito s povabilom organizatorja. Na dobro pripravljeni stezi je začel solidno, saj je imel po 3 vožnjah in ostrih bojih s tekmeci v vsakem ovinku posebej na svojem računu 4 točke, ki so obetale, da bi se mu lahko morda uspelo prebiti med osmerico v polfinale, še posebej, če bi popravil štarte. Brezkompromisnost, nepopustljivost in tveganje do skrajnih zmogljivosti so prinesli tudi nekaj padcev, a k sreči brez posledic za voznike. To je pomenilo, da Ivačič žal ni dobil priložnosti za dokazovanje med svetovno Speedway elito. Žagar v svojih zadnjih 2 nastopih ni zadel nastavitev motorja in ni več vknjižil točk, ter je na koncu v skupnem seštevku pristal na 15. mestu. Zmago si je v finalni vožnji najboljše četverice iz 2 polfinalnih preizkušenj privozil Avstralec Jack Holder pred rojakom Jasonom Doylom. 3. pa je bil Šved Fredrik Lindgren. Slovenska motokros srenja se je zbrala na progi Prilipe pri Brežicah, kjer je potekala uvodna dirka za točke državnega prvenstva, ki so jo organizirali člani AMD Brežice. Mi vedno pripravimo progo, kot da bi bila za evropsko prvenstvo ali pa pokalno prvenstvo. Pomeni, da v progo se vloži veliko dela. In to so opazili tudi vozniki. Proga je bila zjutraj v redu pripravljena, bila je dobra, imela je veliko prijema. Moram reči, da sem bil pozitivno zelo presenečen nad progo ta vikend. Je bila res, imeli smo dober material, še vreme je bilo tako, da ni bilo prevroče, se ni preveč sušila, tako da ja, pohvala organizatorjem. Proga je bila super pripravljena, tudi vreme je bil super. V prvi vožnji je bila kar v redu, je bilo več linij, druga je bila pa zbita, zalita. Proga zjutraj je bila kar dobra, dobro so jo pripravili. Meni se pa je zdela druga tekma kar dobro pripravljena proga, ni se kadila. Na današnje dirke smo tudi veliko postorili, da ni bilo večjega prahu. Po zaslugi pač mehanizacije, ki smo imeli na progi, seveda tudi po zaslugi vodstva, direktorja dirke, delegata AMZS, smo skupaj složno sodelovali. V razredu MX50 je bilo na štartu tokrat nekaj novih obrazov. Vsi mladi upi slovenskega motokrosa so pokazali zvrhano mero poguma in so se brez strahu spopadli z nekoliko skrajšano progo.
Najboljši po dveh vožnjah je bil Max Sedlašek, drugi Lan Vrbek in tretji Max Jereb. Pohvale pa si zaslužijo vsi, ki so se hrabro podali na stezo. Razred motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov je prinesel oster in napet boj za prvo mesto. Danes je bil res dober dan, tudi če sem v prvi vožnji 3-krat padel, sem zborbal do konca. Drugo dirko pa sem štartal tretji, pa sem v tretjem krogu padel v ovinko in sem izgubil eno mesto in sem se do konca boril, ampak nisem mogel pridobiti tretjega mesta. Pohvale fantom za borbenost in nepopustljivost. V prvi vožnji je bil sicer najhitrejši Svit Vižintin. Res, da je zadnje 2 kroga mi je dihal za ovratnikom Tim Repnik, ampak ga nisem pustil naprej in sem prišel na koncu prve tekme prvi. A Repnik se je nato v drugo oddolžil Vižintinu in zmagal, ter si privozil tudi skupno zmago na dirki. Tretje mesto na zmagovalnem odru pa je pripadlo Vidu Rusu. V kategoriji MX85 je bilo največ oči uprtih v Aleksa Novaka. Imel sem 2 najboljša starta, ampak sem se prebil, pa sem v obeh vožnjih prišel do prvega mesta. Na stezi je demonstriral bogat repertoar obvladovanja motorja ter 2-krat v cilj pripeljal prvi. V drugi vožnji sem malo prišel do kontakta z Tajem Golezom. Res mi je žal, da sem ga po nesreči zrušil, ampak tak je. Nisem bil sproščen, materialno sem roke imel, ker smo imeli ščitnike in sem bil tudi me zategnil, sem dobil armpump. Golež se je hitro pobral in na koncu osvojil skupno drugo mesto. Tretji na odru za najboljše pa je bil Taj Vidovič. Bil je dober dan, zadovoljen sem svojo tekmo in dober trening je bil. V razredu motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov sta se v prvi vožnji do zadnjega skoka nekaj metrov pred ciljem za zmago borila Miha Vrh in Lukas Osek. Celo vožnjo sem se malo iskal. Zadnji krog sem naredil par napak in sem izgubil prvo mesto. Celo vožnjo sem mislil, da sem že naredil napad prej, ampak sem naredil vmes par napak in mi je všel. Na to sem ga pa zadnja 2 kroga sem pritisnil in se čisto približal. Dober občutek sem imel, videl sem, da sem hitrejši in da lahko prehitim. V drugi vožnji Osek ni zmogel zadržati, kar si je prigaral v prvi in je tokrat v cilj pripeljal tretji. Vrh je pokazal največ in osvojil prvo mesto, ki mu je prineslo tudi najvišjo stopničko na zmagovalnem odru. Drugi na podelitvenem podiju je bil Osek, tretji pa Gal Geršak. V obeh veteranskih kategorijah so vozili skupaj. Med starejšimi veterani je bil razred zase Bogomir Gajser, ki je v obeh vožnjah tekmece suvereno pustil daleč za seboj. Drugo mesto si je privozil Alojz Vogrinc, tretji pa je bil skupno Boštjan Braniselj. V mlajši veteranski kategoriji je bilo malce bolj pestro in živahno. V obeh vožnjah je najbolje štartal Marko Špehar, vendar Leon Ferš je kmalu prevzel vodstvo in ga ni več izpustil iz rok, ter se je veselil tudi skupne zmage. Tretji na zmagovalnem odru je bil ob Feršu in Špeharju Boštjan Maver. V kategorijah MX2 in MX Open so vozili skupaj. V šibkejšem razredu je Jaka Peklaj po sanirani poškodbi suvereno pripeljal do 2 zmag v 2 vožnjah. 2-krat drugi, a kar z občutnim zaostankom je bil Žan Oven. Na tretje mesto skupno pa se je uvrstil Alen Gajser. Ciljih neki, da bi rekel, rezultatsko nimamo, v bistvu sam, da to vožnjo iz treningov damo na dirko in da uživamo v bistvu na progi. V odprtem razredu je blestel Jan Pancar. Tekmece je v obeh vožnjah povsem deklasiral. V bistvu v petek sem bil celo bolan, sem imel virozo, ampak sem se pozdravil do nedelje, tako da nisem se najbolj počutil. Bil sem malo trd, nisem se čisto sprostil, ampak
se mi zdi vsem, da dober trening in tudi drugo vožnjo sem v bistvu stopnjeval tempo in na koncu zadnji krog naredil najboljši krog. Daleč za Pancerjem sta v cilj obakrat v enakem vrstnem redu pripeljala Žan Žaler in Denis Jakša, ki sta se na podelitvenem odru veselila končnih mest številka 2 in 3 v razredu MX Open. Veseli smo predvsem zaradi tega, da praktično na tej dirki poškodb ni bilo. Uživali smo v perfektnih bojih, v vseh kategorijah. Seveda za nas posebno priznanje je bilo pa tudi nastop Jana Pancerja, ki je pokazal svojo veliko premoč nad ostalimi tekmovalci. V bistvu se ne obremenjujem z drugimi, ampak probam biti jaz čim boljši. Naslednja dirka državnega prvenstva Slovenije v motokrosu bo 23. junija na progi v Mačkovcih. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.